Oddaja Odnosi so zakon. Dobrodošli v 5. sezoni oddaje Odnosi so zakon. Danes v Diževem studiu tukaj v Krškem gostim prijatelja Lojzeta Kerina. Lojzi, lepo pozdravljen. Živa. Živa. Lojze, se pravičujem, ja, Lojzi si za prijateljem. Lojze Kerin, vinar, ampak ne najprej, to najprej mož, ženi Mojci, Ja, oče 6 otrokom. tudi to. Tudi to, pa še nekaj praviš, jih imate v nebesih. In pa kmet in vinar, ki si meni osebno poleg tega, da si dober prijatelj, tudi v velik navdih, v izjemnem pogumu, vztrajnosti in zagnanosti za to delo, ki ga opravljaš. Tako da ta oddaja bi bila nekako v smislu tudi tematsko ob začetku tega šolskega leta in tako, ko se družine in zakonci spravljamo nazaj v to vsakoletno rutino, je namenjena tudi temu pač odnosu do dela, v smislu pač kako se to delo v bistvu odraža v naši družini, kako handlamo to, bi rekel, ločevanje med delom in družino in kako pač pazimo, da ne prehaja preveč v družino. Sej nisem te pa povabil zato, ker bi bil tle ti en guru, ki vse to obvlada, ampak pač, da se pogovoriva o izzivih. Ne? Kako handlo, ja. Ja, tako, pač težko, ne? Ja. Zadnjič sem prebral v enem članku od Gregorja Čošina, da je najprej mož, Ja. potem oče, potem je napisal, da je glumač, ne. Potem je potrdil, da je mož, da je oče 6 otrok Aha. in da je mož ene žene, ne. Ja. Ampak in mi je bilo to res noro všeč, ne, ker počnemo različne stvari sicer v življenju, vsak svoje, ne, ampak kako pa postavljamo vrednote, no? Na prvo napisal, da je kristjan, ja, tako, ne. No. Kako postavljamo vrednote, ne. Se mi zdi to pač zelo pomembno, ko se predstaviš, ne, kdo si, kaj si, ne, da postaviš po vrednotah, da se predstaviš po vrednotah, ne. Če te prvo poveš, da si direktor tega podjetja, ne, pa Ali to mogoče pomeni, celo da- pozabiš povedati, ne, da si tudi, da imaš tudi družino, ne. Včasih tudi kaj to pove, včasih je to samo napaka ali pa tako pač, se mi zdi pa to pomembno, no. Da izžarevamo to, kar smo, to, kar hočemo biti, tam, kamor hočemo priti, ne, se mi zdi to zelo pomembno, ne. Midva sva oba kristjana. A če vas moliti na začetku. Teva. Deva. V eno Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri Bog, hvala ti za ta dan. Hvala za to oddajo. Hvala za ta nov začetek. Hvala za Lojzeta in za njegovo družino, za vse, s čimer se ukvarja. Da bomo v tem času, ko se bova midva pogovarjala in ko bodo najini gledalci, poslušalci poslušali, znali prav razumeti, prav slišati tiste ta prave stvari, ki jih želiš ti nam sporočiti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo od začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ja, dobro je povedal Gregor. Vrednote so bistvene. Dajva mogoče začeti pri tem, kje si ti začel oblikovati svoj sistem vrednot. Vse je jasno v primarni družini, ampak majčkeno povej o tem svojem izvoru, o svoji družini. Ja, jaz sem jih, ne bom čisto od začetka začel, ne. Začel sem jih oblikovati na faksu. Aha. Že je sicer v srednji šoli, že tudi v osnovni šoli se spomnim nekaterih prvih mojih misli o smislu, ne. Ampak pol se mi zdi, da sem ti na faksu v bistvu najbolj začel rasti v tem, ne. Če pa začnem čisto na začetku, ja. Otroci temu rečemo tradicionalna krščanska družina, ne. Starši pač živijo svojo močno vero, kakršno imajo, vsak pač svoje po svoje, na svoj način. Otroci pa temu rečejo potem tradicionalno, ne? Ker otroci morajo dobiti okolje, ne? Okolje pa je vera njihovih staršev, ne? Ki se jim zdi, če je konstantna in dovolj
dovolj goreča oziroma to se pravi močna, ne, se mi zdi potem to tradicionalno. Ne. Ampak ni tradicionalno, to je resna vera staršev. Ne. Če je. Če je, ne. Potem seveda jaz recimo se prav spomnim, smo imeli v naši stari hiši smo imeli televizijo in na televiziji bil radio. In zvečer so bile risanke, ne, in moj star oče, ki je bil sicer zelo, bom rekel, načelen, visokih vrednot človek, ne, ampak kljub vsemu precej ljubeč. Ja, zvečer, ko je bil radio Vatikan in ko je bilo pomembne stvari zanj, se je televizija ugasnila, pa včasih so bile tudi risanke. Ne, in recimo, jaz osebno nisem maral na začetku radia Ognjišče. Prav spomnim se, da to je bilo zame nek vdor v moj svet, tistega, kar sem imel rad. In potem, no, to je recimo tisto, ko sem ga potem šele odkril, ne vem, že med faksom, ko sem rekel, to je po radiju, ko pa ima moje vrednote. Ne? Veš, takrat, ko sem se sam odločil, ker dokaj si ti v družini, odločajo starši, potem pa, ko pa greš ven, ne? Pa prevzameš odgovornosti sam nase, bolj ko se oddaljuješ, več jih imaš, in takrat pa potem se odločiš, ali to zaživiš, ali pa se ne odločiš za to. Ne? In takrat sem se jaz odločil, zato rečem na faksu, ker sem takrat prvič bil ven. Ker je bila prvič to tvoja vera. Tako, ker ko grejo otroci od osnovne šole v dijaški dom, lahko zaživijo svojo mero že takrat. Ne? Doma v družini še vedno pač si v kalupu svoje družine, svojih staršev, ne? In njihove vere. Ne? Ja. Se spomniš mogoče, kaj je bilo kak tak odločilen moment ali pa trenutek ali pa nekaj, kar te je posebej na faksu zadelo, da si rekel, ok, hočem, da to, kar so starši živeli, velja tudi zame? Jaz mislim, da tega ni bilo pri meni, da bi bil tak udarc, ne, da bi kar da bi tako, kot bi zagrabil za trnk ali pa za karkoli, ne. Je bilo to se mi zdi bolj ena pot. No. Ena pot nekega odkrivanja Boga, nekega odkrivanja ljubezni, vseh blagoslovov, ne, zavedanja se teh vseh blagoslovov, ne, čez dalje bolj, ne. In ne vem, jaz sem prav srečen, ker lahko odkrito rečem, da sem zdaj trenutno se mi zdi najbolj globoko veren človek v mojem življenju. In tudi odnos z ženo, kljub vsem problemom, ki ga imamo skozi in ko se pač moramo skozi pač med seboj brusti in se pač dopolnjevati, graditi, požreti stvari, se mi zdi, da čutim, da je odnos do moje žene zdaj en najbolj globokih, recimo. In upam, včasih sem se vprašal, kako naj vera skozi raste. Ne? Ja, in sem rekel, kaj je to možno skozi raste? Ampak na nek način raste, ker ti živiš, ne? Ker ti to živiš, se mi zdi, da zato raste, ker jo živiš. Ne? Pa ni rečeno, da je bila vera 3 leta, ne vem, toliko centimetrov manjša pri tebi, ampak na nek način nalagaš in ne vidiš ti vseh temeljev od spodaj, ki so naloženi. Sam čutiš, da si gor na nek način na vrh, pa da imaš še možnost nalagati naprej. V bistvu je tako, pač, po mojem ni nikoli konca, pri veri. Ker dejansko je, če je to božje razodetje nam, potem enostavno mi niti približno ne bomo do dna prišli, je pa nekaj, kar pa vidim pri tebi, da ti delaš in seveda pač ne povem, mi da smo skupaj v zakonski skupini, se pravi, mi da Saša, pa vida z Mojco, pa še nepar parov nas je skupaj v zakonski, pa še oni drugi zakonski si, pa v Exodus skupini so bila skupaj, pa tako. Se pravi, ti proaktivno delaš in iščeš priložnosti za poglabljanje vere in za poglabljanje odnosa z ženo. Tudi zato raste, ko praviš, delaš na tem, moraš zajemati, včeraj smo brali Efežanom 6. poglavje, prav sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči, in pa je ena sodelavka ful dobro prepomnila in rekla, da jo to spominja na Asterix pa Obelix, na strip, veš, ko zajamejo iz kotla, in so polni moči, in pol enkrat juhca ni delovala in pa so ga probali fejkati, ampak so jih Rimljani pogruntali,
Tudi mi ne moramo sami iz sebe tega živeti zares. Točno, ne. To je pa v bistvu potem čisto lahko rečemo nadaljevanje tega, kar smo se prej pogovarjali. Ne. Ja. Pa je, pač ko sem spoznal svojo ženo, ko sem bila skupaj kot prijatelja, mislim, da 4-5 let, ker smo bili skupaj v podeželski mladini in potem začela hoditi skupaj in pač začutila podobne vrednote, ne, in potem tudi se poročila. Ja, potem pa je to iskanje, ki ga je imela pa moja žena, ne, mene še bolj noter potegnilo. Mojca je iskala, tudi ona je tudi iskalka, ful iskalka in je iskala in seveda takrat je bila družinica manjša, smo bila bolj, kako se tem reče, lahko smo bolj hitro se odločili, bolj hitro kam šibelj, ne, danes smo pač zaradi številčnosti majčkeno bolj okorni, ne, se včasih tudi ne odloči za kako stvar, ker enostavno vse preštimati, vse, pa vse popucati, pa vse, ko priješ domov, ne, veš, za 8-člansko ekipo, ne, ker smo ekipa, ne, ko pride 8 kufrov domov, ne, iz nekje, ne, je to pač, sicer so punce že večje, te velike, ampak vse, ne, je pač to kar podvig, ne. No in takrat se prav spomnim, ne, tudi na netu je Mojca začela iskati take strani in tako, in jaz ob njej sem pa, ja, kar požiral sem, ne. Ne, jaz recimo Se ti ni zdel, da te ona proba Ne, sploh ne, sploh ne. Jaz pač sem ful okupiran z našo dejavnostjo, ne. Pač, čez dan sem jaz, ko sem v poslu in ja, skozi kličem Boga. Blagoslove kličem skozi, blagoslavljam ljudi, stvari, delo, vse skozi blagoslavljam, vse skozi zahvaljujem, ne. Ampak nimam časa in se ne vzamem in se mi tudi časih, si rečem, ne smem, ne, med poslom jaz se vsest pa začeti iskati tudi dobre stvari po telefonu, ker zdaj je čas za posel in moram ga narediti, ker moram do takrat končati, če hočem biti še saj malo tudi z družino, ne. Ja. In zvečer, ko sva se usedla, pa ko sem se pogovarjala, pa ko je Mojca polk iskala in potem smo te vsebine začela iskati, različne strani, pričevanja in tako naprej, prek zakonske smo se pogovarjali in jaz sem pa kar požiral te stvari, ne, in sem bil toliko hvaležen in sem tudi to Mojci rekel, ne, jaz veš, ko sem ti hvaležen, ker me vodiš, ne, recimo izvirom žive vode, če bi tem tako rekel, ne. In v bistvu Mojca je pač to bolj iskala, jaz sem pa pil oziroma smo oba pila, ne? Ampak če govorimo o meni, sem pa jaz potem tudi to vse, kar se je dal pil, ne? Ker mi je super, ne? Mi je res dober in mi to zelo, zelo veliko pomaga in to v bistvu tudi gradi mojo vero, no? To tudi gradi še bolj mojo vero in če zdaj bolj spoznavam, tako kot so včasih rekli, iz poslušanja je vera, ne? Veš, in ja, nekdo reče, ja, veš, jaz verujem, ne? Jaz pa ne morem rasteti in če vegetiram... Čemu si izpostavljen, ne? Ja, ne. Kje zajemaš, ne? To je to, ne? Zdaj, a veruješ samo zato, da veruješ, da si v stand-byju nekje, ali veruješ zato, da boš mogoče komu luč, komu sol, recimo. Pa tudi, da boš ti znal v praktičnem smislu to zares živeti, ne? Jaz recimo, meni si ti, ja, tako ko si rekel, kličeš blagoslove in se zahvaljuješ. To si neštetokrat pripovedoval za kakšne primere na skupini in tako. In si mi res zgled v tem, kako znaš res v vsak moment dneva pripeljati Boga. In se mi zdi, da se to tudi odraža v širši sliki. Recimo, včeraj sem govoril z enim najnim skupnim prijateljem, ki pravi, da ne more verjeti, kako tej najni generaciji, se pravi 40 plus ali pa mogoče malo mlajši, malo starejši, kako tej naši generaciji vera malo pomeni, kako ljudje ne znajo spraviti tega v prakso, pri tebi pa vidim glih to, ta močna, robustna vera, ki jo aktivno, proaktivno zajemaš, ti pomaga, jaz te imam za enega izjemno pogumnega človeka, ki ima korajžo, je imel, boš mečkem povedal, postaviti vinarstvo, po koncu, recimo iz družinske kmetije, ki je bila na vse stvari orientirana, recimo si postavil vinarstvo, tvegal veliko, ogromne kredite in tako naprej, da si lahko to zagnal, to zahteva izjemen pogum in pa ne nazadnje v času, ko so mladi radi kar čim dlje ledik pa fraj pa tralala, imel pogum za 6 otrok, skupaj z ženo Mojco, ne. A veš, in pač ni lahko,
ampak jaz mislim, ne vem, v praktičnem smislu se ta tvoja vera res aktivno odraža in vidi. No. Ja, in tudi mi pomaga živeti, čistko mi pomaga živeti. Že pri tem, ko si rekel, pogum, se mi zdi, da včasih je kdo rekel, veš, pa se pol nasloniš na Jezusa, ne? Ko pa res ne gre, se nasloniš na Jezusa, pa sem tudi tako razmišljal, veš, včasih celo se pol jemljem to kot celo mali greh, ne? Ja. Obsojaš nekoga, da si nekaj domišlja, ne? Ampak dejansko, ko je bilo res težko, ko je bilo v našem poslu res recimo težko, ne vem, ko smo pač res gradili in seveda za to gradnjo pač je bilo treba momentalno spraviti toliko denarja skupaj in je bilo treba seveda tudi vzeti nenormalne velike kredite, ki so 2-krat presegali vrednost naše kmetije, recimo, ne. To se pravi, si prodan, kamot si prodan, ali pa si čist, na meji, ne. In ko se je zataknilo, ko se je stvar zataknila, ker smo pač se javili oziroma kandidirali na evropska sredstva z enim razpisom in potem ki je imel neke pogoje in se je nekje zataknilo in je bilo videti, da ne bomo dobili tega denarja in sem bil čist prepričan že tako življenjsko, da ga ne bo in da nas bojo prodali, ker banka že prodaja, banka mora denar dobiti nazaj, Takrat v bistvu sem imel en tak res močen trenutek, ko sem res, kako bi tem rekel, takrat sem res Jezusu dal vse. Takrat se je zgodilo, da sem prav vem, kje sem bil v naši kleti in sem prav rekel, le Jezus. Dejansko sem to rekel, ker sem videl, veš, ko vidiš enkrat, da pa res si nula, da res ne moreš, da od tebe ni odvisen, čeprav misliš, kaj boš vse naredil v življenju, pa ko vidiš, da si res ena taka nula, ker nič ne moreš narediti, nič ne moreš narediti v tem celem svetu in takrat potem pa greš, potem greš pa tudi tam, tako ko reče ljudje, če kdor moliti ne zna, se ne more poda, veš, ko vidiš ne do konca, da gre pa za konec. Pa meni je šlo na nek način za konec in takrat sem prav rekel Jezusu, del sem naredil, še zelo tako in tudi pričujem in to povem. Ja. Jaz sem rekel, le Jezus, jaz te prosim, da nas rešiš iz tega blata, bom rekel, da nas rešiš ven in da ne bom jaz zaradi teh mojih norih idej v bistvu spravil celo familijo pač na kant, če tem tako rečem, in jaz ti pa obljubim, da bom celo življenje evangeliziral. Oznanjal, pripovedoval o tem, kaj si ti za mene naredil. In takrat je ratal, ne bom zdaj te zgodbe, sem jo že parkrat povedal in se tudi najde. In je ratal, skoraj bi rekel, kristjani bomo tem rekli po čudežu, je ratal, da se je stvar speljala, da se je stvar rešila. Zdaj bom jaz zdaj pa na meni, Zdaj imaš pa ti na zdaj sem, on je rešil, zdaj sem pa jaz. In ne samo zaradi te moje obljube, ta moja vera je mnogo več kot moja obljuba, ampak mi tudi ta obljuba pomaga. Veš, koliko se jaz spomnim v cerkvi v Leskovcu, ko sem obljubil moje ženi, jaz se to velikrat spomnim, in prav to hočem živeti. Danes je ljudi tega strah, takih vseživljenjskih obljub, vseživljenjskih zavez, a veš, ker mislijo, da je svoboda v tem, da se ničemur ne zavežeš, pa je glih obratno, ni res. Ja, točno to. V bistvu moja svoboda, sem do tukaj, ker je tukaj naprej tvoja svoboda, in v bistvu to je tisto, kar se moramo zavedati in to je tisto naša svoboda. Naša svoboda je to, da se zavemo, da v bistvu obstaja še nekdo na tem svetu, ki mu moramo pustiti prostor, In samo skupaj si bomo lahko, to je pa spet tista zgodba o angelu z enim krilom, dejansko malo je pocukrano vse skupaj, ampak je tako na svet, da lahko si sem skupaj pomagamo prijeti, recimo ali v nebesa, ali v poslu, ali v familiji, ali med otrokom pa med mano. Danes smo imeli zjutraj ful borbe z mojim sinom tam, ta velikim, sicer še majhen, predšolski še, ker je ta 5, je poba, 4 so punce, potem je 5 je fant in 6 je še en fant. In smo imeli velike borbe. In jaz sem imel vse velike borbe. On je tulil celo pot v avtu.
Zaradi tega, da ga ne mami pele, zaradi tega, ker sem pač čist vedel, da moram priti sem, da moram biti prav čas in nisem bil nič grob, ampak sem samo jasno povedal mejo in jo nisem spustil, in je bilo grozno. In potem sem sam razmišljal, kako pa ne jaz zdaj tle lahko furam z strogostjo do konca, kako bi jaz saj mal dal noter srca, veš. Pa sem začel eno pripoved od moje stare mame in od domišljenem medvedu, ki ga je ona videla, ni bil, ampak in veš, samo da bi neki, da bi naredil na konc, da bi naredil na konc en najin odnos, en najin odnos in tudi kolikrat, veš, si oče, kolikrat smo očetje, ki moramo biti nek stebr, moramo biti neka meja, moramo biti nekaj trdnega, moramo biti, ampak to trdno ni biti lahko, zaradi tega, ker vse, kar je trdno, je grobo, ni mehko, veš. Ja. In se jaz rečem, kako ne, jaz bom grob, najbolj lušen je ta cukor, pa reči, super si, veš, pa da imajo vsi rad. Ampak vzgoja v Svetem pismu pravi, da boli, da boli, pa ne boli zato, ker je tepeš za nalaž, vzgoja boli zato, ker moraš priučiti, da bo otrok enkrat vedel, da je pač meja in da se mora ustaviti. Ampak po naravi smo po ljudje taki, da ne moramo najrajš. Pa tudi danes mislimo, da če ni meje, pa je pa več ljubezni. Pa to ni res. Ampak veš, ko pa ti meje postavljaš, se moraš pa pol hudo iskati, ko jaz ne vem, z otroci včasih tudi gremo na grobo, na kakšne stvari, ampak potem zvečer iščem, ne rata zmeram. Oziroma bom še bolj rekel, malkrat rata, ampak iščem pa vedno v svoji glavi, kaj pa naj zdaj jaz, kjer od temu ne odprem, kaj naj naredim, da bomo pa se midva na koncu kljub vsemu ne šla skregana spat, ali pa ne zjezo ena druga spat. Tako kot ženo, ista zgodba. Veš, in iščeš nekaj, če ne druga, probaš, jaz se velikokrat grem otrokom upravičiti. Pa rečem, lej, oprosti, lej. Res ni bilo prav, kaj si pa naredil, ampak jaz pa, prosti, bi pa mogoče tudi lahko malenkost z manj sile ali pa ne, veš, grobosti, kakorkoli tem rečem, to naredil, veš, ampak veš, vse to ni prav, kaj si naredil. Ker pol probam saj malo stvari povedati, ampak probam pa tisto besedico prosti dati noter, veš, pa da res probam to iz srca reči. Tako pač. Hudo. Zelo pomembno je, da ozaveščamo ta očetovski vidik ljubezni in da ga tudi dajemo naprej, ker v resnici to tudi podoba Boga na nek način, in tukaj smo mnogokrat zelo ranjeni v pretirani grobosti očetov, ali pa v njihovi brezbrižnosti in tako naprej. Vem, zelo lepo si ta utrinek iz družinskega življenja povedal, pa mi prosim povej, pa tudi prej, kako te je Jezus rešil, ampak letos polet, ko je bilo ujm in problemov po celi Sloveniji neverjetno, od poplav, pri nas pa toča. Praviš, teniška žogca, ali še večje? Tudi večje, ja. Večje kot teniške žogce so bile. Ampak v povprečju so bile kar teniške žogce, ja. Pri nas doma v Leskovcu nismo imeli skoraj nič, pri vas ste imeli pa totalno katastrofo, vse strehe in tako naprej. Mene res zanima tako, pač prvič, kaj ti gre po glavu, ko se kaj takega dogaja. Pridelek gre v nič, večinoma verjetno. Pa kako vendarle vztrajaš, kje dobiš motivacijo, kako si procesiral te stvari, mogoče kar malo tako, če ti ni prehudo, no? Ne. Mislim, ampak ni pa enostavno. Ne, ni enostavno, ja, v bistvu se ukvarjamo z vinarstvom, pač to je naša glavna dejavnost. In grede, kaj skaj žen? Da je enega natač. Na delo Frankinja. Bomo mečken probala danes, ker se prav z vinarstvom ukvarjaš, da je ti natač. Kaj je tvoj, ne? Hvala. Morava povedati, da gre za vino, gre tudi za alkohol. Smo v Sloveniji zelo ranjeni na tem področju. Obenem pa to ne pomeni, da ga pa ne smemo nikoli nič uživati, ampak zdravo, zmerno.
Ja, itak, to je tudi ena stvar, o kateri je skozi, katero živim in o kateri govorim skozi. Da je pač vino precej več kot samo alkohol, tako kot so tablete precej več kot samo mamilo in to se pravi, tablete oziroma zdravila nam pomaga živeti. Velikrat tudi rešijo življenje. Lahko pa kamot jih vzameš eno pest. Pri vinu je pa isto. Stvar je samo od mene pa od tebe odvisna. Ampak odvisna je od mene pa od tebe, koliko spijeva, na kak način in tako naprej. In odvisna je od mene pa tebe, kako midva živiva, kako midva drugim kaževa, kako je vredno živeti. Veš, če bi bilo vino tako čist za nič, to mi je namreč rekel spovednik in me je rešil mojega pomisleka, da predelujem nekaj, s čimer ubijam družine. Svoj čas sem razmišljal, sem rekel, jaz sem pripeljal vino, pa sem videl pijance za mizo. In sem pa rekel, jaz nekaj takega delam, kar uničujem življenje. Pa mi je rekel moj spovednik, ne. In mi je prav o zdravilih povedal. Rekel, če bi bilo to tako za nič, ne bi Jezus to postavil na oltar. Razumeš? Kruh pa vino, to je najvišja stvar na oltarju. In potem sem spremenil to mnenje. Predvsem sem pa spremenil moj odnos do drugih ljudi, na kak način jaz to uživam in na kak način itak nisem nikdar pil. Ampak na kak način to kažem. Ne kot tisto strogost, ne kot strogo prepoved, strogo. Pa nas tudi, oprosti, smo na vdaji, ampak vseeno, tudi otroci probajo. Veš, otrok mora probati vse, ampak mora imeti zgled zraven, pa mora imeti zglaven pogovor. Razlago, zakaj, kako, kdaj. Točno to, ker je to pametno. Ne bo pa probal cigareta, ker to ni pametno. Ker tudi mene ne bo videl nikdar kaditi. Recimo, to pa ne bom dal zaprobati. Tako da ampak če gremo pa nazaj, če gremo pa nazaj na tvoje vprašanje. Na zdravje. Na zdravje. Tako kot sem že rekel, ukvarjamo se z vinarstvom, 30,000 trt, poleg še manjša kmetija, ekološka. In to je v bistvu naše življenje na nek način, ali pa ne. To je naše preživetje. Življenje naše je mnogo druga kot to, ampak naše preživetje pa je odvisno od tega. In zelo veliko energije vložimo, tudi preveč velikrat. To se pravi, da jo zmanjka tudi za družino. In letos je eno tako za našo družino bilo zelo težko leto, ko smo v eni večji investiciji. Na sredini je ene večje investicije in seveda je bilo treba za to veliko delati. Imamo tudi kar nekaj gozda in smo imeli eno večjo sečno za to, da smo en del finančnih sredstev pridobili za to investicijo. In seveda potem je treba bilo ta gozd počistiti, smo pač zelo trajnostno gospodarimo, tudi v gozdovih, to je zelo pomembna stvar. Rad govorimo o gozdu, ker mi je druga ljubezen, poleg vina. Če izpostavimo to prvo družino, govorimo zdaj samo o poslom. In smo tam že zelo veliko dela vložili, en mesec pa pol dela smo vložili izven našega rednega dela. In potem še nagradnja, kjer smo pač zelo veliko tudi probali sami prispevati, da smo s tem zmanjšali seveda stroške. Je bilo pa spet en mesec, to se pravi 3 mesece dodatnega dela, poleg vsega rednega dela, ki ga imamo, to se pravi poleg službe, ki jo imaš, ti, še 3 mesece šihta dodatnega je bilo treba narediti. In to je, ampak smo probali handlati, da smo stvari dohajali, to se pravi, da je bilo treba duplo včasih delati, ne pa še več. In je bilo res težko, res težko, tudi poznali se na odnosih. In potem pa deževno leto, leto deževno, kar pomeni, da rastline ful rastijo v deževnem letu, da je trta ful rastla, da smo imeli še mnogo več dela s trto, da smo pač jo zračili, odpirali med grozdjem, rečili grozdje, krajšali mladice, pač vse to, kar je potrebno. In da je rastel tudi plevel, trava, in ne škropimo po tleh, pač uporabljamo samo mehanično obdelavo. In ravno letos, ko smo to začeli res in na vseh vinogradih izvajati, pa nekaterih že prej,
je bilo to, se ni dalo več dohajati. To je bilo toliko enega dela, in enostavno me je vzel mnogo več, kot sem zmogel. Ampak sem mogel. Ne? Sem šel čez. Sem moral, ja. In potem se je pa stvar glih malo umirila, konc julija. Malo se je začela stvar umirjati, vegetacija in vse te zdaj. In sem rekel, prav mojci, starši so šli na dopust, pa sem rekel, žena moja draga, zdaj pa se je mečko umiril, punce so šle na tabore skautske in tako naprej, se je malo veš v hiš merato, sem rekel, zdaj pa bomo imeli pa mečken lofta zase. Bomo pa mogoče šla kak obisk prijateljev, kak večer, ne vem, ali na bazen enkrat tako. Veš, da bomo malo zadihala, ker dejansko nismo skoraj nad zadihali. To pomeni cele dneve od jutra do večera. Na polno. Startaš, malo čez 5 vstaneš in gremo, veš, na polno. Tudi otroci so bili pridni, so pomagali veliko. Pol je prišla pa čez en dan, je prišla pa ta toča, sva bila doma, sama dva sva bila doma na terasi, glih prišibel sem domov, pač sem imel eno delo in traktor sem parkiral in sem prišibel domov na terasi, že mojca rekla, ful huda celica, temu rečemo zdaj, veš, na radarski sliki gledaš, gre tle gor po Štajerski, ampak smo na meji, veš, ampak pa se je ena nova naredila nad Rako, ki je potem začela je mačken naprej od Rake in potem pa se najbolj ujačala glih pri nas in potem čez Sremič naprej in nadaljevala in se potem že slabila, to se pravi naprej proti Štajerski. Ja, in je toča, to je mlelo. To ni padalo, recimo na strehah je bilo 60% opeke razbite, to je toliko pokal, to je delal, veš, to je tako, kot bi bil v kamnolomu, veš, ko drobi, in sva gledala... Strešno okno razbilo, Ja, strešno okno razbilo, vse avte stovkali, mi imamo vinograde, mi nismo pustili stvar kar tako, mi se borimo v življenju in jaz sem vedel, da so podnebne spremembe stalnica in da je pač to treba, da je pač to normalno, že ratalo, nažalost, in smo se začeli s tem boriti in mi smo šli v investicije, že 5 let nazaj smo začeli in smo ogromno vložili denarja vložili v mreže proti toči. Mi imamo vse vinograde doma, domače, opremljene z mrežo proti toči. Ampak seveda, toča je bila tako močna, meni časih doreče, ja pa mreža, vidiš, mreža imaš, pa ne pomaga. Jaz sem rekel, če se z avtom pripeleš v zid z 200 na uro, ne pomaga airbag, oprosti. Ne pomaga. Ja, seveda. Pri taki toči, ki ni običajna, če te razumeš, kaj je običajna. Tisto, kar smo vajeni desetletja tle, ne vem, zrno koruze, fižol, debelina ali pa malenkost več, in prideš zdaj na teniško žogico, 15 centi je recimo največja luknja, ki si jo našel v mreži proti toči, recimo, 15 centi velika luknja. Po še mesec po toči so se v travi, v zemlji videle jame od toče. Ja, in to je bilo res, in ja, ti je hudo, se veš, da ti je hudo, kako to preživiš, kako to preživiš? A veš, kaj bi bilo najbolj hudo? Se je valec odvil, najbolj hudo bi bilo to, ker sem rekel, zdaj pa ne bom mogel biti pa z tistih par trenutkov z mojo ženo. To mi je bilo prvo, kaj mi je bilo hudo. To si to prvo pomislil. Ja, sem rekel, zdaj bi pa bila malo frej, zdaj pa gremo naprej, Veš, in takoj, ta prvo popoldne večer, ker imamo, oče se ukvarja z živinorejo, ima še čredo tam slabih 20 glav živine, ekološke, starša sta bila na dopustu, ta prvi večer smo šla z bratrancem, vse pašnike, oziroma tam, kjer smo na 3 mestih imamo to čredo živali, ta prvi je bilo treba vse žice, oziroma te špagami, rečemo, pastirja dvigant, ker je vse razbilo, vse podrlo po tleh, da ne bo nam živina po celo noč bomo iskali. In naredila še kako škodo, in tako naprej. To smo prvo začeli. Pol smo malo študirali, kaj ne naredimo. Pol smo začeli malo pokrivati s folijo, tisto, kar najbolj nujne stvari. Veš, in pol naslednji dan smo pa prvo začeli malo čistiti, da vemo, kje smo. In pol smo se lotili, pol pa gremo na strehe. Pol pa ne morem verjeti, odkje je prišlo toliko prijateljev nam pomagati. 900 ur smo naredili na strehah.
Vse strehe smo preložili, 60% opeke, več kot 60% je bilo kritine zamenjene. Eno streha je sicer še zdaj delno odkrita, ker nismo dobili opeke, ker smo jo 2krat do naročilka smo podcenili škodo. Nisem hotel reči, vse je zdobili. Ne, ni vse, ne. Sem šel gor na streho, pa sem vzel 10 ceglov, pa 10 vrst, 100 komadov, ne, opeke in sem preštel, koliko je celih, pa sem rekel, ok, tak procent, dajmo 15% več, ne. Pa je bilo več. Pa je bilo pol še enkrat premalj, ne. Tako, no, je bilo res kar hudo, no. Kar res razbil, 4 avte stokli doma, ne. Ker so bili vzuni, ne, pač jaz sem bila sama, žena niti nisem pričakovala, zaprla je teraso, okna zaprla, ni pričakovala, da bi znala biti kar taka. Jaz sem bil pa na delu, ne. Tako da ja, in potem je bilo ogromno, veliko prijateljev, jaz kar ne morem verjeti, ne, koliko ljudi se je angažirali, so prišli od prijateljev iz Diža, hvala tudi tebi, Benjamin, za tvojo pomoč. Potem, ne vem, iz Maringa dela, veš, sem poklical dva, oni dva sta dobila vsak po 2 avta, fantov, ne, veš, pa so eni prišli še enkrat, ne. Moji prijatelji vinari, razumeš? Je klical me kolega, je rekel, Lojz, ful si imel hudo, a ti lahko pomagam? Sem rekel, lej, in se nisem bral na pomoči, nobene pomoči se nisem bral. Ne finančne, ne rok, ne nič. Res, dejansko sem to sprejel kot en del, bomo rekli, življenja. Ne? Ampak to zahteva neki ponižnosti. Ne? Ja, in sem tukaj, mogoče sem največ ponižnosti sem v bistvu mogel narediti takrat, ko sem začel klicati ljudi širše, če bi mi prišel pomagati. Veš, sem rekel, to se je zgodilo, mi moramo to narediti, ne vem, kako bom rešil. Ne? In potem so res fantje in dekleta, ne? Ampak seveda, ker je na strehi, je to polmoško delo, zato rečem fantje, so prišli, čeprav so tudi punce prišle pomagati, ne? Veš, in so prišli ljudje in smo delali, ne? Potem je en podjetnik, ko smo v enem združenju skupaj, ne, so se slišali med seboj, en podjetnik me klical in rekel, jaz ti dam 5 mojih monterjev, en šiht bo je pri tebi naredil, veš kak šiht? Ob 8 so prišli, pa ob 7 zvečer so šli domov. Cel dan na strehi. 5 komadov. Ja, in en možakar je znal je bil crowd spray in je znal te zadeve. Ostalih 5 je vse delalo po njegovim in stvar je laufala, ogromno so naredili oni tisti dan. Skratka, evo, 900 ur, kot sem rekel, en mesec skoraj smo bili na strehah, da smo vmes pač seveda še druge stvari štimali. Pa smo začeli še razmišljati, da treba še avte zrihtati. Kaj pa vinogradi res? Ja, vinogradi so stali, jaz sem šel takoj 2 dni po tistem, ko se je malo odcedilo, sem šel poškropiti, ker imamo mrežo proti toči. Je ostal vse ena slaba tretjina pridelka. Aha. In ostal je nekaj listja, in ker je imela trta list, je bila sposobna črpati. Ona čez list črpa. In ko sem jaz pač poškropil z algami, z aminokislinami, z eteričnimi olji, razumeš? 4krat sem škropil, 4krat sem po točim poškropil trto, skozi se mi dajo, tako ko veš, ko mi čajčke pa mal čist na začetku kaj že infuzija, ja, zato v bistvu, da dobi, recimo aminokisline so na pol predelane zadeve, ki jih lahko trta že ugradi v sebe, brez da bi porabila energijo, da spremeni. Da jih sama pretvori. Ja, točno to, ja. In pač na tak način sem pomagal in se je vinograd kar lepo regeneriral, seveda ni pridelka, ampak se je regeneriral toliko, da ima zdaj lepo listno maso, da so trte močne. Že prej sem jih jaz trte tudi vzgajam, jaz trte tudi tako v bistvu probam vzgajati, da se same borijo in da so močne, in ker so bile sorazmerno, bom rekel, v dobri kondiciji in ker sem jih še zdaj pomagal, so se lepo regenerirale in imajo kar lepo listno maso, da so one sposobne zdaj pridelati hrano za zalogo za drugo leto, ker drugače, če ne bo letos v popku cvetnih popkov, ne bo drugo leto cvetov in če ne bo cvetov, ne bo plodov in pol ne bomo imeli pridelka. In pri nekaterih sosedovih vinogradih, kjer ni mreže, kjer je zdrobilo vse, olupel recimo trto, ona ne bo sposobna na drug let imeti pridelki in bo je 2 leti skoraj brez pridelka. Veš, ne? In smo pač, in smo na polno zdaj pač delali, do sreda avgusta, pa smo šli pa na dopust. To je bilo pa zakon.
za letos. To je bilo pa zdaj tako blagoslovljeno obdobje, lahko temu rečem. Ja, mene je najbolj fasciniralo, ko smo se slišali in takrat sem pa tudi počasi idejo dobil res za to oddajo. Tako, no, spet je bil en tak moment, ko si ti rekel, ja, veš, vse je katastrofa, ampak jaz sem to Jezusu predal in že prihajajo blagoslovi. Tako si nekaj. Vse res. Ne? Prav tako si znal tudi v tem videti. No? Meni se zdi neverjetno, ker kaj vidimo med ljudmi, no? Grozno je, ne? Marsikje je res grozno, tudi s poplavami, mislim, zdaj ljudje izgubijo voljo. No? Pa ja, mislim, to zaradi tega, da bi izgubil voljo, ne delam se nobenega heroja, prvič, da smo si nejasni. Ne. Zelo dobro vem, da je treba preživeti, zelo dobro vem, da je treba plačati kredit. In če ne bo vina, če ne bo grozdja, to otroci dobro vejo, če ne bomo imeli grozdja, če se ne bomo potrudili v vinogradih in ne moramo pridelati vina, ne bomo imeli denarja, ne bomo mogli živeti, ker treba plačati kredit. Mi vemo vsi, da bo treba neki vina prodati, da bomo kupili šolsko torbo. To vemo vsi, to mali vejo. Ne? In sem se vmes tudi zavedal tega. Ne? Me je tudi vroče ratalo, sem rekel, kako pa zdaj, ne? Kako mi smo zdaj v investiciji, veš, ko si investiciji ponucaš vse, kar imaš, kako bomo zdaj treba grozdje kupiti, ne? Veš, treba vzeti kredit spet na nek način, si nekje sposoditi, da bomo grozdje kupili, da bomo lahko pridelali vino, ne? Da bomo zadržali stranke, pa magar bo nula na koncu, zato ker bo, ne, ok, nula, ne? Mi smo vložili že toliko v vinograde z vsem našim inputom, z finančnimi sredstvi za ljudi, ki so nam pomagali pač v vinogradih in tako naprej, da na nek način je grozdje plačilo, ne? Ampak ti si vložil, plačila pa ni, ne? Veš, plačila pa ni, ne? In sem se vmes tudi zavedal zelo hudo, ampak res sem predal, vse rekolej se bo, pač si bomo sposodili, se bo, ne? Nekako prišlo. Bolj pomislim to, ne? Ja, nekaterim je pa odnesli hiše, ali pa še slabš. Nekaterim pa nimajo hiše, pa se ne upajo čez okno pogledati, da ne bo kdo ustrelil v njih. Ali pa še hujš, kaj bo je dal otroku danes pa jutri jesti po svetu, ne? Veš, mi imamo na tem koncu sveta prosti vsega čist polne riti, veš. Veš, čist polne. Pa tudi, če nam je stoča stokla. Za jesti imamo toplo, imamo vse, veš. Ne? Pa vse v življenju ni vse sam rast. Jaz se tega res zavedam, to ni nobena populistična izjava. Res se zavedam, da v življenju nisem rast. Seveda rad nekaj zgradim, ali pa da nekaj ustvarimo, da je mogoče malo lažje. Ampak meni je blagoslov, da smo skupaj, da lahko delamo, da živimo, da imam ženo, otroke. To me zanima, kako je res pol tudi taka preizkušnja vpliva, recimo čisto konkretno na vaju z Mojco, na vajen odnos. Če si upaš, kaj povedati. Ja. Ne, mislim, najin odnos je zelo dinamičen. Ne? Je zelo dinamičen, če te rečem na tak način. Jaz mislim, da imamo lahko rečem dober odnos, ne? Imamo pa tudi veliko problemov. Ne? Najbolj hudo mi je, ker zaradi nekaterih okoliščin drugih, ne, se krha najin odnos. Ne. To me pa tudi boli včasih, da res ni. Ne. Da neke stvari, ki morebiti bi jaz lahko bolj vplival, ampak ne vem, ne vplivam toliko na nož, ne, s kakimi zadevami in to v bistvu včasih vpliva na moj odnos. Ne. Lej, jaz moram reči, da je bilo velika preizkušnja za Mojco sploh, recimo, ta toča, zato ker je zelo veliko je padlo na njo, res veliko je padlo na njo in je mogla ogromno narediti, veš, toliko ljudi, potem organizacija, otroci, vse to, ko se vse že umiri, potem pa na polno, veš, spet. Hrana, to je bilo kar huda reč. Pa nekako je šlo. Kar živeli smo za tisti čas, tistega 17, ko bomo šli na dopust. Veš, kaj tam se pa res umakneš. Veš, in zato si mi vzamemo tudi dopust konec avgusta. Takrat je manjša verjetnost kakih točk, to se pravi, da ne bo treba. Tudi če je manjša točka, moraš ti intervenirati. Potem
se zaključi rast trte, rast se v konc poletja zaključi, kljub vsemu, začnejo pač pridelki zoreti, sadje, karkoli začne zoreti, in takrat več rastlina ne raste, ampak usmerja vso energijo v sad, kar pomeni, da ni treba meni kar naprej nekje rezati, nekje rihtati, nekje čistiti, liste trgati in tako naprej. Ni pač, več ni več zaščite za bolezni, se pač tukaj je manj nevarnosti, če ti pride peronospora, ki je ena hujših bolezni ali povidi, takrat ne moreš iti na dopust. Mi smo imeli 3 leta nazaj plačano Medžugorje in smo ostali doma, ker je prišla bolezen in ni šans. Mi bi si že lahko na Medžugorje, ampak bi se tam bolezen razširila in nam vzela vas pridelk. Zato v bistvu smo ta konc avgusta si res vzeli čas in vsako leto in ga živimo tudi za to, da se sestavimo. To je sveti čas za nas. Tako, preko si razlagal o tem, tudi najmlajši vejo, da moramo prodati vino, da je potem šolska torba in tako naprej. Kako se ti res zdi, če probava malo na to temo odnosa do dela? To, tako se mi zdi, tako organsko prehaja na mlajši rod. Nate je prešlo in ti zdaj predajaš naprej na otroke, eno tako res vrednoto delovnosti. Kako se ti zdi, da recimo se uspešno, neuspešno s tem spopadaš, kako svetuješ dejansko, kot nekdo, ki ima zelo veliko dela, pa veliko družino, pa hkrati zmore, se pravi, to ne pomeni, da imaš 8-urne delovnike, to pomeni, da imaš celodnevne delovnike, pa kljub temu res to vrednoto družine in časa z družino uspeš nekako na nekem visokem nivoju ohranjati. Vsaj načelno. Se trudiš, če uspeš, je druga stvar. Se trudiš. Se trudiš, ali pa ti je pomembno. Pol morate vi kot družina razumeti pomen tega tvojega dela. Žena te mora dovolj spoštovati, da ti v narekovaju dovoli cel dan delati. Žena na fulu pomenja. Kje so meje, smo neki se lotili, smo mogoče nekje tle razširili, ampak mogoče treba pa drugo dejavnost, ki pa ni tako pomembna, je pomembna, ampak včasih mogoče je bila celo najbolj pomembna, ampak danes pa ni najbolj pomembna, ker živimo od tega, kljub se mu malo zmanjšati zaradi tega, da bomo lahko mi še funkcionirali. Kljub se mu nismo samo delavci. Veš? In jaz sam v sebi to non-stop tehtam, skozi tehtam. To mi je pomembno. Skozi tehtam, jaz to skozi tehtam. Jaz recimo hitim z nekim delom, ne vem, ne zato, da bom naredil čim več, ampak zato, da mogoče pa bil mal, to sem že enkrat rekel, da bom pa bil mal zvečer z družino, bi pa rad zaključil ob 5, ne ob 8. Zato, ker vmes gremo še, ne vem, malo tako se malo menimo, pa dajmo malo lagano, pa dajmo malo frej, jaz sem stisnil zdaj, fantje, oprostite, jaz pač bi rad bil še, in se meni zjutraj ni problem ostati, kdaj se zmenil? Ob 1, 2, 5, 4, ni problema. Samo tako meni nekdo reče ob 9 zvečer, gremo še to da narediti, ali pa ob 8 zvečer. So bili že tudi trenutki, ko sem zelo surovo rekel, ne. Zakaj? Zato, ker imam družino, konc. Veš. To mi je meni res tudi, jaz sem že na faksu, jaz sem se učil zjutraj. Še eno študenti ali pa veliko študentov se učili celo noči in so potem spali. Jaz štartam dosti skodaj. Ko smo imeli Exodus, se lepo ob 4 vstajajo redno vsak dan. Pač če hočeš ti ob 6 redno delo delati, moraš, če se greš Exodus, ni enostavno. Edini vinar po mojem v Sloveniji, ki je bil 90 dni brez alkohola. Ni bil čist brez alkohola. To smo vedeli, službene stvari, kar je bilo. Tako da in otrokom pač to hočemo predajati, včasih sem tečen foter, ker treba tudi stati. Mami mi tudi reče, pa da jih pust, veš, pol pa teh tam med tem malo upoštevati ženo, ali biti vse, veš, pa pol probam nekje na sred, najdeti neko pot, ker, lahko rečem, da imamo pridne punce, punce pravim zato, ker so prve 4 punce in že so aktivno, kaj pomagajo. Seveda pa vidiš, neke manjke, velikrat vedno vidimo tisto, kar ni dobro, ker tisto, kar je dobro, je že samoumevno, ker je dobro in je v redu, veš.
Se pač tle trudimo, zelo se trudimo. Prav zavedal sem se, da sem rekel, zdaj pa grem pomagati saditi krompir. Ker jaz zelo tehtam med tem, kaj delam in kaj ne delam. Jaz delam samo stvari, ki jih drugi ne morejo, ali ne vejo, ali ne znajo. Wow. To je bolj pomemben nauk. Zaradi tega, da ne delaš samo zaradi tega, da bi sebi neko vrednost nabil, recimo, občutek vrednosti. Ne za to. Nekateri delajo za to, ali pa v Sloveniji zelo razširjen pojav, da bi izgledal zaposlen. Ne za to. Jaz bi tako rad razdelil delo, delegiral delo, zaradi tega, ker vem, da ga je veliko in ne morem jaz vse požreči. Že po naravi sem takšen, da bi moj jezik ljubezni so usluge. Meni je to noro, če mi kdo naredi uslugo, to je za me, če mi želi narediti uslugo, to je za me, zelo velik, ne bom bil zelo natančen. In tudi zato v bistvu zelo pač prevzemam stvari v odgovornosti in se moram sam sebe držati na vajetih, dejansko. Držati na vajetih, da se zaradi višjega cilja, zaradi družine pa tega ne bom naredil. Veš, in me boli, če komu jaz zdaj rečem, da ne bom naredil, da ne moram narediti. Jaz pač pol skozi tuhtam, kak bi jaz to tako, da ne bi noben opazil, da bi, veš, zdaj le vmes naredil, veš, ko noben ne vidi, pa bom to na hitro naredil. No, in doma pa to, ko sem rekel. In sem se odločil, da grem pobirati krompir ali pa saditi krompir. Saditi krompir, razumeš, jaz bi lahko, koliko stvari imam takih bolj pametnih stvari, to lahko vsak naredi. Ampak sem šel zaradi tega, da sem me otroci videli. Ker veš, mi smo delali včasih z mojim očetom tako, sem prišel domov iz šole, smo šli na kosit za 80 glav živine, smo mogli otroci pograbiti, smo naložili na voz, in smo peljali domov. In sem rekel, jaz očetu, kasneje sem rekel, mislim, kakšne traparije smo delali. Krave se pa se lahko same, ker smo mi to vozilo štali. Ampak druga stvar, mi smo se navali delati, ustrajati, je bilo treba končati. A skupaj ste bili z očetom? Točno to. Jaz imam pa traktor, takšen, da imam šipo od moje rame, ker sem bolj droben, pa do druge rame, razumeš? Kam ne dam otroka tle zraven? In cel dan sem tam. Veš, ali pa ko vozim vino. Sem na terenu cel dan, narediš 400-500 km, a ne otroka seboj, če je v šoli, a ga ne v seboj vzameš, da se dolgočasi, se pogovarjaš ti, ne moreš se ti 80 ur ukvarjati, ti imaš zraven pa še zapisati dokumente, dobavnice, račune upravljati, vse te zadeve. In potem se moraš vzeti, veš, če si v službi, sicer na službe tudi zelo veliko kopira, ampak kljub vsemu stopiš, saj modri možje, bom tem rekel, stopijo iz službe in pustijo službo za unimi vrati. Razen tisti, ker morajo prav doma. Veš, jaz pa ne morem. Jaz sem pa v službi skozi in moram v glavi službo puščati. In mi je to zelo težko. In mi je rekla žena, ko sem bila poročena 2 leti, 3, zdaj boš pa ti vzel dopust, boš bil ti samo z nami 3 dni. Pa hitro, pa sem tudi povedal, ampak tudi sama je pa spoznala, da to ne more biti. Jaz sem rekel, mojca, jaz nimam problem iti. Meni ni problem iti. Samo ti reči, gremo, jaz zdaj le grem. Če imam res tiste najbolj hude stvari, zdaj le grem, sam da grem od doma. Ker prvič ne vidim stvari, ker doma, ko vidiš na vsakem koraku en problem, že to me, ker sem pač, ni dopust. In druga stvar je, vsakih uro pride nekdo, ali zaradi posla, ali zaradi česarkoli, in sem spet, ker sem človek, ki ne morem reči, poslušaj, sorry, jaz imam pa danes dopust, moramo se pač umakniti. Se morate fizično odstraniti kot družina. In potem, zato, mi se ne umikamo, zato, ker bi bili v peklu. Jaz se čisto dobro počutim v mojem delu. Strastno uživam in se počutim izpopolnjen in neizmerno ga imam rad to, kar počnem, in bi še to rad počel čim več časa, ampak vem, da je nekaj pa še bolj pomembnega, in zaradi tega v bistvu se moram od te moje ljubezni umakniti, veš, da pa lahko gradimo z otroci. S prvo ljubeznijo. Zelo dobro, veš, ker se mi zdi, da lahko potegneva veliko enih naukov iz tega. Tudi ta strast pred delom, mislim, to je res značilno za tebe. Kdor k tebi pride na degustacijo v klet, ki si jo zgradil, zgradili vsi skupaj. Ampak pač to je ena tako posebno doživetje. Jaz sem slišal en kup enih odzivov,
kako pa ta človek z ljubeznijo razlaga o tem, kar dela. No? Tako se mi zdi, da imaš res en ta dar in to je tudi en tak odgovor, no? Se mi zdi za nas, da delajmo to, kar delamo, delajmo s strastjo. Išči dela, ne, imaš blagoslov, da imaš delo, ki ga imaš rad. Ne? Ja, mislim, nimajo vsi tega. Nimajo vsi tega, je pa res, da se da biti tudi proaktiven pri iskanju tega. No? To je pa druga stvar, ne? Ko smo v bistvu navajeni, da bomo vse dobili na krožniku. Ne, tudi dela ne moš dobiti na krožniku, sploh ne partnerje ne boš dobil na krožniku, sploh pa ne taga, ko bo te pasel, ne boš dobil. Niti na krožniku, niti sicer, ne. Se pravi, ja, tako kot, ne, če hočeš kaj spremeniti, samo sebe lahko spremeniš, ne. Veš, samo sebe pa konc. Pa lahko, ker se obrneš, pa kar probaš, lahko narediš, samo tisto, kar lahko ti narediš. Ne. V bistvu jaz se tega res zavedam. Ne, čeprav včasih me tudi boli in sem zelo sebičen in egoističen. Sem. Ne. Prevelikrat. Ne. Ampak res, pa koliko se da, pa se trudim, pa da se omejujem pri teh mojih sebičnih željah, potrebah in tako naprej in probam videti še koga. No. To se vidiš. Je pa težko handlati, veš, ker ti moraš vidiš dve dobre stvari. Zdaj pa se odloči. Zberta boljša. Dve, ja, ne, veš. Lahko se odločiti med slabo pa dobro, to ni problem. Ampak med dvemi stvarmi, ne, treba rezati, odločiti, ne. To mi je bilo ful dobro, ne. Ko sem jaz enkrat ta izraz začutil, odločiti, ne. To je bilo, Ločiti se od. Ne, ja, ločiti se od, ne sprejeti druga, ampak bolj, če se jaz odločim, pomeni, da sem z besedo tisto, od katerega sem šel stran omenil, ne. Jaz sem se od tega ločil, ne. Veš, ne. Dobro, mislim, to mi je bilo tako. Ja. Ja, realno je, ne. Mi danes mislimo, da bi lahko človek kar vse, ne. Toliko enih možnosti se ponuja, da misliš, veš, ti si pa vendarle kot nekdo, ki je rastel gor v stiku z zemljo in z naravo, ne. V bistvu razumeš, kako stvari funkcionirajo v svetu, ne. Se pravi, se da videti, kaj se da, pa kaj se tudi ne da kdaj, ne. Fajn. Daj še kaj, no, povej malo o samem vinu, no. Mene tako malo zanima, recimo Bela Frankinja je tvoj tak, ni glih izum, no, ampak mislim pa, da si prvi prišel na dan z njo, tako malo bolj kot tudi jo znal spromovirati, nekako tudi tržno uspešen bil z njo. Vinček je res dober, no. Vino. Tako, ja, no, daj mi malo tako o vinu povej. Ja, neč pač, rad ga imam, ne. Ne, lej. Veš, mi smo se ukvarjali moji starši so se ukvarjali s sadjarstvom. Jaz pa ne vem, odkje. Moja prababica pa pradedek po stari mamini strani sta bila resna vinarja. Med obema vojnama sta imela tam okoli 150 hektov vina. Prodajali so ga v Ljubljano, bili so člani Ljubljanske vinske zadruge in tam so jih tudi izobraževali, tako je bil, ne. In seveda, pa je prišla druga svetovna vojna, iz naših koncev so bili vsi izseljeni, vse je bilo poropano in požgano, pač prišli so na nulo in začeli so z nič. Ne. Tudi v tem, v tem obdobju socializma je bilo težko, za kmeta pa sploh težko, ne. Celo, ne vem, najbrž veš, da so imeli tudi zdravstvene izkaznice posebne barve, da so se vedeli, da so to kmetje. Ne. Smo bili in smo še, upam si trditi, s polno odgovornostjo manj vredni. Ne. Veš, govorim za širšo javnost. Tudi danes, ne, kmetje. No, v glavnem, in je bilo težko v tistem času in kdo bo obnavljal vinograde? Ta prvi je bilo treba preživeti. In so sadili krompir, pšenico, stara starša sta imela 8 otrok, oba na kmetih, nobenega denarja. Moj oče pravi, nismo imeli niti za gumaste škornje. Lačni pa niso bili, ker so si sami predelali. Ampak res ni bilo denarja, ne. Za une 3-5 jajc, ki jih je strma prodala, pa 1 liter mleka, ko so ga otroci nesli, ko so šli v šolo, so pa ole kupili, ne. Pa za unga teleta, ki so ga na leto imeli, so kupili zvezke. In to je bilo to, ne, za šolo. Ne? In seveda takrat ni noben vinograd delal in tudi vinograd takrat ni imel vrednosti, takrat vino ni imelo vrednosti, ker so, kot pred vojno, kjer je bil liter vina ena delovska plača za en dan. To je bilo vrednost. A res? Vina, ja. Potem seveda so pač se ukvarjali s kmetijstvom, da so preživeli. Ne?
No, oče je bil pa zelo inovativen. Jaz sem se te inovativnosti res naučil od mojega očeta. On je bil res inovativen. On si res tudi upal neke stvari narediti, ker si mogoče nekdo drug ni upal. Ne vem, imel je pogum, da bom uporabil to besedo, da bom kakšne druge. In je šel v nakup, eno najboljših investicij naše hiše, nakup gozda 40 hektarjev, brez denarja. On je rekel, a gremo. Denacionalizacija se je začela dogajati, nekdo je dobil tisto gozd nazaj in začel ta gozd potem prodajati, da zelo skrajšam to zgodbo. In seveda je potem moj oče bil čisto navdušen, on je po srcu tako zelo v gozdu, res doma in jaz tudi. To je moja druga res ljubezen poleg vinarstva, kar se tiče posla. In je vprašal nas fante, 4 pobe smo bili, ko je bil tam mal Simon star 11 let, smo bili še sestrico, ampak ona je bila dojenček še takrat, Ja, mislim, da. Oziroma, to se je takrat, ko se je rodila, dogajalo, nekaj takega v tistem obdobju. Je rekel, fanti, gremo, mi vsi, gremo, ati, avto pomagali, bomo pomagali, veš. Mami in starmama nisem bili za to, Staroče je rekel, očetu, rekel, samo enkrat imaš priložnost. Mu je dal. Skratka, in potem je oče, že smo šli v nakup tega gozda in nam je par let vzel tudi energijo, ampak nam zdaj skus pomaga pri gospodarjenju. Ukvarjali smo se pa sicer s sadjarstvom, jaz pa vino. Od malega. Jaz se velikrat pohecam, da prva 2 meseca sem sicer pil mleko. Od malega mene vino, ne vem zakaj, vinska trta toliko navduševala. Jaz sem že v osnovni šoli bil čist neumen na to. Obrazovanje trte. Jaz sem 15 let star bil, ko sem začel samostojno kletariti. In sem takrat rekel, jaz kletaram. Wow. In pol seveda je temu sledilo srednja šola, kam itak v Novo mesto, na Grm, kmetijska šola. In potem sem šel na agronomijo, dal prošnjo v zadnjem letniku faksa na živilsko tehnologijo, če lahko dodatne izpite upravljam, dodatne predmete poslušam, da sem šel še vinarstvo poslušati, še neke druge predmete, mikrobiološke, ker me je stvar ful zanimala, ker takrat sem že spoznal, da sem kiksno, da bi bilo bolj, če bi šel živilsko tehnologijo, da bi malo več poznal bioprocesov, bioloških procesov, ampak eno in druga stvar se naučiš v življenju, če želiš. In seveda, starši so me pri tem ful podpirali in začeli smo saditi vinograde, tako da smo prišli nekje do 30,000 trt in smo rekli, to je pa limit. To je pa to je pa dost, zdaj pa ne gremo več, ker lahko preživimo normalno, solidno, ne da sam preživimo, lahko normalno laufamo, ne upoštevajoč teh ujm, ki so, to so pač, to je izvanredno in če bo tako, se tudi ne bo dali preživeti, če bo to malo bolj redno. Mingrede, v 6 letih smo imeli 3 spade nad 50%. Pozebe, toče in tako naprej. In dejansko veliko rečem, ne bomo več mogli kmetje to amortizirati. Ne bomo več mogli. Pa če gremo nazaj na vinarstvo. In nočem pa to, kar je, kar pustiti in skozi, jaz sem pač človek iskanja. Res sem človek iskanja, jaz če življenje iščem. In skozi vrtam, ne bo, na začetku smo imela vero, ne bo v veri, skozi vrtam, nikdar mi ni dost. Nikdar nisem zadovoljen, vedno neki sumem, vedno neki, veš, in skjer nekih brskam. Isto je pri vinu, vedno pač iščem. Jaz sem bil najbolj zvedav. Vedno sem bil najmlajši, zdaj nisem več najmlajši, ampak včasih sem bil vedno pri vseh stvarih, kjer je bilo najmlajši. Recimo, jaz sem na izobraževanja, to spet ni lepo povedati, tako le vdaje, ampak se vozil že prez izpita, 16 let star, na veliki trn 10 km stran z eno katrco. Je bil moj stric Tone doma iz Madagaskarja in je imel eno katro sposojeno, da je lahko se furu. In jaz sem pač tisto katrco malo vozil, pa sem rekel, Tonček, bi jaz lahko šel, dej Mirki, da te ne bo policaj dobil. On je vedno tako, veš, malo bolj lahko, čemo, po malgaško, cek, sem že šaltil z ta visokim šaltheblom, veš, in smo se pela, in vedno sem pač bil, zato, ker me zanima že pač mladega, in sem v tej smeri začel zelo raziskovati in kaj sem kje v svetu videl, prebral, slišal, sem probal na doma. Jaz sem ogromno stvari probal doma, ogromno v kleti. Nikdar nisem bil zadovoljen s tistim, kar smo delali, vedno sem hotel nekaj drugače, kot Sini Galep, veš, na tak način sem se preizkušal in tudi za ribo veliko stvari. Ja, tudi, veš. Tudi v kanali je šlo, je šlo, priznam,
Ampak res ne v imenu površnosti, bolj v imenu tega, da sem pač neznanja ali pa preveč hrepenenja po nekem novem, drugačnem. Ne. Okay. Evo, tako je ratala tudi Bela Frankinja, obstaja v svetu šampanc, prav šampanc, vino in šampanje, peneče se vino iz šampanje, drugače pač imajo drug izraz Francozi, ne? Cremon rečejo Francozi penečemu vinu, šampanjec se reče samo po krajini šampanja. No in v tisti šampanjec, na tisti etiketi je pisal Blanc de Noir, belo iz črnega. Ne? In kaj je to? In so rekli, ja, to je pa bel šampanjec iz modrega pinoja, ki je črne barve, rdeče barve. Črno, oni rečejo, drugače pa ima prav veliko barvil, tako kot naša žametna črnina, recimo. Ne? Skratka, in jaz sem takrat pogruntil, da je v bistvu vse rdeče sorte imajo barvo samo v kožici. Ne? Da je meso brezbarvno, ne? Da ja, če sem na hitro sprešil, zato dobimo roze, ker čist malo barve pride. Ampak da se da pa belo narediti, da se pa toliko malo barve izluži, da jo mi ne zaznamo, jo je not, ampak je naše okolje ne zazna, ne? Se ko jaz sem to tudi naredil. In 5 let resnega dela, 5 let, da je date narediti prvo flaško, prvih 700 flašk, 500 litrov vina je bilo takrat. Bela Frankinja, no takrat smo začeli graditi. V teh letih od 2010 sem štartil z idejo, z delom, 2015 smo imeli prvih flaše in do zdaj v bistvu 8 let imamo že to vino, ki je najbolj znano vino iz naše kleti, ki je ja, na nek način ne bom rekel glih moj otrok, ne, veš, ampak je vino, v katerega sem res največ vložil, ne, in sem res ponosen na njega. Ne, včasih to reče, katero vino imaš najraješ, pa jaz tu vprašam nazaj, katerega otroka imaš pa ti najraješ, ne. Razumeš, ne? Ampak je nekaj, v kar smo dosti vložili, ampak in kar nam v bistvu to zelo pomaga, ne. V bistvu Bela Frankinja je toliko prodajeno vino, pa to ga imajo ljudje radi in ga nam pomaga, in ima dober RVC, ne, to je tisto, kar je spet pomembno, ne, ali prodaš vino za 2 evra in s tem dobiš glih za sendvič, pa nič več, veš, ne moreš se razvijati, ne, in moraš vlagati, če ne vem, plačo zraven, da furaš to dejavnost zraven, ne, ali pa v bistvu prodaš po neki realni ceni, da lahko potem tudi investiraš, obnoviš neko stvar, seveda pa v vinarstvu pač rabimo stroje, ki niso poceni. Da preživiš družino. Tako, tudi to ne. Pač, to sem hotel. Ja? Tako je ratala Bela Frankinja, še kar neki vin je takšnih, ki so drugačni v naši kleti. Ja, predvsem iz tega vedoželjnosti. Pa se je pokazalo, da je dobra stvar, smo pa startali malo bolj na široko s tem vinom. Zelo mi je všeč ta inovativnost, to, da v bistvu imaš strast, ampak potem preizkušaš in v bistvu si ustvarjalen, ne, pri tem. V bistvu me pa zanima iz odnosnega vidika tudi to malo, kako je tukaj v bistvu oče mogel kar hitro, kar veliko prepuščati. Pa je danes mogoče tako v nekem smislu, ko si omenil položaj kmetov, položaj podeželja, mladih na podeželju, praviš, nismo več čista mlada, ne, ampak dejansko mladih na podeželju je zelo pogojen tudi z odnosi med starši in mladimi, prevzemniki kmetij in tako. Ja. Kaj bi lahko mogoče iz svoje izkušnje nekako dal kot kak nasvet ali pa kot nek primer dobre prakse? Lej, vsekakor, da je najtežje nekaj, kar imaš spustiti, ne? In pol ne imeti nič, ne? Zamenjaš že, ne? Dam to, dobim to, ne? Ampak kaj pa če ti daš, pa pol nimaš? Razumeš, ne? Tukaj lahko rečem, da je bil moj oče res vizionar, no? To sploh ni debate, ne? On se je tega zavedal že prej, ne? Jaz se prav spomnim, ko je pač o tem tudi veliko govoril, ne? Da v bistvu morajo mladi začeti, da morajo mladi imajo ideje, mladi imajo, ne vem, energijo, zagnanost, vse to in bojo v bistvu prosperirajo, ne? Bolj bom rekel, da vidim veliko teh primerov, nažalost, res nažalost, ko nekdo drži in ne da nikomor veljave, češ, kaj boš ti jaz, ne? Se mi zdi največ je to, da moraš znati v svojem egoizmu umreti pri teh stvareh, ne? In reči, tlej, se bomo skupaj lažje, ne? To se pravi, tle smo zdaj, tle probamo delati pa time, ne? Veš, ne? Sicer ti bom jaz pustil, boš ti pač vodil, ampak ti bom pa pomagal, ne? Pa bomo skupaj, ne?
In s tem se pol lahko gradijo eni dobri odnosi. Ne. Pri nas je stvar bila res lepo, no, lepo. Jaz ne vem, neizmerno sem hvaležen mojim bratom, ne, ko oba brata, en je sicer pokojen, Peter, je umrl leta 2005, ampak Rok in Simon sta, ko smo se začeli pogovarjati, oče nas je poklical skupaj, povedal, kaj mislim, dal Simonu besedo, Tomalmu, in sta oba rekla, lej, da je midva, ti boš živel od kmetije. Ti rabiš zemljo. Mislim, ne? In midva ne rabva zemlje, zaradi tega, ker midva imamo plače. In na nek način smo se tako dobro pogovorili, seveda smo si pomagali na različne načine, tudi finančno smo si pomagali. Ne? Ampak ni bilo pogojevanja, češ, vredno je toliko mi boš dal, ali pa hočem imeti tisto nivo, ali pa hočem tisti vinograd, ali pa karkoli. Zemlja ni vredna nič. Zemlja je strošek. Razumeš? Kmet, ki ima 100 hektarjev zemlje, ima en veliki strošek. On mora to obdelati, drugače se bo vse zarastlo. Drugače ga bo, ne vem, še inšpekcije pritisnile in bo še kazni dobil. In jaz te zemlje ne morem. Ljudje gledajo, ima vrednost, 1 hektar zemlje je vreden, ne vem, po 1 evro je to 10.000 evrov. Ne, ja lej, veš, 10.000 evrov je vreden, da ga dobiš, da lahko sploh na njem začneš pridelovati neko stvar. Ne. Ta prva stvar, kar je od staršev pomembna, je ta odnos, kako otroke vzgojijo, kakšen odnos imajo med seboj, do drugih ljudi, potem pa lahko v bistvu začneš z odnosom do materiala in materialnih stvari, in tle je tudi zemlja. In si z brati nesebično pomagamo, in smo več kot samo prijatelji. In to je tisto, kar je najlepše. Veš, ko se razveseliš, ko se objameš, ko ti pride domov. Veš, ne? In to v bistvu, če bom to jaz zmogel, se že zavedam tega, da bom mogel to korak narediti, bom bil vesel. Pa hvaležen. To si pa veliko krat in na tem delaš in tudi v tem si zgled. Dragi Lojze, hvala lepa za tale čas v tej oddaji. Bi mogoče želel še kakšno misel za konec? Pa niti ne. Ok, se smo lahko izčrpali. Ne, pa se smo ful stvari povedala. Ja, ne, lej, če čistko rečem samo to, ne, da so res, čeprav se velikrat tega ni videti, ampak so res odnosi tisto, kar imamo. Tisto, kar imamo. Vse konec koncev, če pogledamo spet, če se spet vrnemo mačke nazaj na našo vero, ne, kaj pa imamo? V odnos imamo z Bogom, ne? Vera je odnos, ne? Veš, in nas že to potem, če se tega zavedaš, učiš, ne? In vse ostalo, tudi vino, ne? Sem pač v redu vinskih vitezov, v Evropskem redu vitezov vina, ne? In honorem dej et in honorem vinu, v čas Bogu in v čast vinu, ne? Jaz to rad povem, to geslo, ki je pač že 100 in 100-letno, ne? Ampak vino ni Bog, ne? Veš. Vino je ustvarjeno samo zato, da nam pomaga živeti, da se mogoče razveselimo, sprostimo, ne? In nič več. Ne? In nobena stvar ni Bog. Ne? Veš, se mi zdi to pomembno. In to provam iskati v sebi in se boriti za tistim delom mene, ki pa to ni, ne? In živi v meni, ne? Da v bistvu, da v odnose provam dajati na prvo mesto. Čeprav to velikrat ne zgleda in v življenju ne rata, ne? Ampak se mi zdi ta naravnanost je tisto, kar je pomembno. Hvala. Zelo dobro. Vabljeni, da gledate še naše ostale oddaje na YouTube kanalu Družine in življenja, da obiščete našo spletno stran www.dis.si, se tam naročite na e-novičke, pa boste dobivali redno članke, spodbude, obvestila o naših seminarjih, ki zdaj jeseni prihajajo. Prijavite se na njih, na nekaterih je še prostor, drugače se pa srečamo prihodnjič. Hvala. Naslednje.